Polona Klarič je z menoj. Polona, lepo pozdravljeni in dobro jutro. Lep pozdrav. Ja, hvala, ker ste prišli. Hvala za povabilo. Ja, in da boste delili to svojo zgodbo z nami, ker ste očitno velik bojevnik v življenju, ne? Borka. Ja, je bilo treba kar veliko borbe. Ja. Tako da pot ni bila lahka, je pa rezultat toliko bolj osvežujoč, svoboden in izpopolnjujoč. Wow. Jaz verjamem, da vas vsi, ki vas ustavijo, srečajo, ki vejo vašo zgodbo, pravijo, da ste res ena inspiracija in navdih. A je to tisto, za kar ste bili očitno poslani na zemljo, da boste pomagali drugim? Ja, očitno da res. Zato, ker sem četrtič dobila diagnozo in tudi se soočila z rakom, je nekako postalo jasno, da ni to 4-krat samo zato, da ozdravim in grem potem v nek kot in živim po svoje naprej. Vse je kazalo na to, da pomagam ženskam, ki se soočajo s tem, in v ta namen sem odprla tudi center Karuna objem. Tako da želim to deliti, seveda je namenjen to ženskam, da se jih spodbudi. A je bil kakšen, ne vem, trenutek, mislim, verjamem, da jih je bilo veliko teh trenutkov, veliko emocij, veliko čustev, ampak a ste kdaj pomislili, ne morem več, ko ste slišali že tolikokrat rak, rak, rak? A vas je kdaj tako šokiralo, zakaj jaz, zakaj tolikokrat? Ali kaj ste vsakič pomislili? Pri 33-ih, ko sem zbolela ta tretjič, je bil šok, seveda. Noben ne pričakuje raka. Tako da je ena taka strela, ki zareže znotri. Zelo hitro se mi je pokazalo, da kaj je moja pot. Zelo hitro se mi je pokazalo, da jaz grem čez to in tudi nekako znotri mene je skozi žarela tista iskra, da jaz bom zmogla. In seveda so bili trenutki, ko sem nekako se bala, sem tudi mogoče dvomila malo vase, ampak nekako ta cilj, ta odločnost, to zavedanje, da jaz na koncu ozdravim, me je peljala čez vse to. Se pravi, gre za cilj, ampak najverjetneje tiste prvič, ko se zdaj veliko žensk verjetno bori z enako usodo, bi rekli temu, s to diagnozo. Kaj bi jim svetovali tako, da je prva stvar, ko slišijo to, seveda, da niso same, ampak prva stvar, prva misel, ali pa recimo takoj, kakšno pot si moraš takoj v glavi narediti, ko dobiš vest? Ker pravijo, da res moč misli vpliva na čisto vse. Ja, res je. Moč misli je res izjemna, ampak takoj, ko ženska dobi diagnozo, je za vsako je to šok. In jaz tukaj pravim, da ne takoj iti v nek boj, ne takoj potlačiti to in iti naprej, ampak spustiti, si dovoliti padati na tla, se zjokati, upoštevati tudi čustva, ki se porajajo vsaki, ki to doživi, ker v bistvu je to ena navlaka, ki nas bo, če bomo vlekli naprej v življenju in v soočanju z rakom, nas bo ovirala. In nekako je treba to odložiti, se zjokati in potem pol prav zares zraste tista prava moč, tista prvinska, ki jo imamo vse ženske v sebi, da gremo. Jaz imam kolegico, tudi dvakrat šla čisto dokaj mlada, pa je vedno že takrat rekla, pa potem drugič je rekla, tole bomo zrihtali, tole bo šlo stran, to ni moje, to ne rabimo, to bo šlo stran. In na tak, je to tudi nek način, ki lahko pomaga, ali je to... Zdaj, težko jaz govorim za vašo kolegico, vsaka, tako je, naprimer rak dojke, ki je zdaj glih oktober, veliko žensk je, ki so šle čez raka dojke, ampak vsaka ima svojo unikatno pot. In zato jaz pravim, da tudi vsaka rab eno tako čisto individualno notranjo nego, notranje soočanje, na poseben način sočutje do sebe. To pelje čez. Vi ste v bistvu čez nek koktejl nekih znanj, ki ste jih pridobili tokom življenja, spoznali, kaj je tista zmagovalna formula za vas, ne? Ampak vseeno mi povejte, mogoče bo pa kakšna ženska šla po vaši poti.
Ja, jaz v bistvu iz teoretičnega znanja in iz prakse spoznavam in tudi sem izkusila, da je tista formula, da nehamo živeti mimo sebe, da nehamo ugajati drugim, da nehamo slediti nekim zapovedim, ki niso naše, da upoštevamo sebe, da prisluhnemo sebi, da živimo svoje življenje, da znamo reči tudi nekdaj, ki je za marsikoga kdaj najtežje, ampak da takrat rečemo ja sebi. In to je v bistvu nekako tle, ko začne teči življenje skozi nas, ne mimo nas, ampak skozi nas, je v bistvu nekako ni več v sozvočju, da bi se bolezen sploh ponovila. In to je mene peljalo čez in me pelje danes še naprej. Ampak tudi v Indiji ste bili, tudi neko to razodetje, neko budistično prebujanje v vas tudi, pa pravite, da v bistvu ste se začeli zanimati tudi za višja stanja zavesti. Ja, vedno, ko se soočimo z nekimi težkimi osebnimi zadevami, nekako nimamo, tako kot je pač rak, nimamo nekih orodij, ki bi z njimi kar tako jih imeli pri roki in bi lahko z njimi operirali. Zato se lahko naslonimo na nekaj višjega, na duhovnost in da nam pomaga priti skozi, da nam pomaga odpreti vrata. Naprimer, tukaj sem prinesla tudi sabo malo, ki je zelo dragocena meni in te kugelce, ki so, na vsako kugelco izrečemo eno mantro in mantra je ta višja vibracija, odpira vrata v duhovnost in odpira tudi tukaj odpira priložnosti, ker če imamo mi namen, da ozdravimo, potem se začnejo stvari v skladu s tem dogajati. Nekako se znotraj nas... Naravnanost. Ja, naravnanost je taka in kar srečujemo ljudi, ki nam nekaj povejo, ja, to rabim. Kaj ti pride prav v tistem trenutku. Ja, kar naenkrat, ne vem, naprimer odpremo Facebook in se kar naenkrat pojavi objava točno o tem. In to je to, ki nekako nam pomaga pa lahko od zgoraj, če lahko tako rečem. Uskladitev z univerzumom in ljudmi na svetu. Kaj ste še prinesli s seboj? Ja, prinesla sem še slike svojih 2 otrok. Tako da moji otroci so pač meni res pomembni v življenju, so moje zlato. Ja, zdaj sta že velika, tle smo se slikali, ko smo šli v Indijo. Tako da ona dva sta zdaj 12 pa 16 let stara, tako da sta že velika. Ja, sta šla, takrat sta šla z nami v Indijo. Kako sta pa ona dva vse to skupaj doživljala? Zabavno jima je bilo. Ne, ampak tako vaša pot, bolezen pa to. Ja, pri 33 je bil samo Tito, tako da se ni vedel, kako je drugače. Potem pri drugi diagnozi se je pa sinja že prej rodila, ona je bila pa čisto majčkana. Vedno sem tako gledala najprej nase, ker sploh, kadar je bilo težko, sem rekla, ja, za njih, če ne drugače. Če že ne zmorem sama, bom za njih, zato da bojo imeli mamo. In danes je res lepo. Vam je bilo pa, ko ste bili že mladi, diagnoza postavljena? Ja, pa pri 3 pa pri 6 letih, je bilo pa prvič. Tako da takrat je bilo pa še drugače. Takrat je bilo verjetno staršem težji. Jaz nisem vedela, kaj se dogaja. Tako da takrat se je pa v bistvu razvil nek način življenja, neke notranji koncepti prepričanja o življenju in o meni, ki so nekako pol peljali življenje do 33. leta, kjer sem pol ponovno zbolela. In je bil to življenje pred 33 leti, preden sem bila stara 33, je bilo precej drugačno kot danes. Kot da živite drugo življenje. Ja. Najlepša hvala. Jaz vam želim res ogromno sreče v življenju na splošno, pa da boste predvsem zdravi, da boste širili naprej to vašo zgodbo, ki je navdihujoča in pomagali drugim. Hvala. Hvala vam. Hvala.